Evo, dragi moji, konec je NBA sezone za Luka Dončića oziroma LA Lakers-e, kar gre od te sezone naprej z roko v roki. To je bila mogoče ena izmed sezon, ki je prinesla vsaj ljubiteljem košarke na sončni strani Alp nekaj največjih pretresov, najbrž odkar lahko spremljamo ligo NBA, vsaj kar se tiče nekega prispevka Slovencov. Pa morda še celo za odtenek večji boom kot pa lanskoletna uvrstitev v final lige NBA, ali pa tudi nekakor kdo pač vzame. Vsekakor pa mislim, da smo si enotni, da preskok iz Dallasa v LA Lakers-e, neprimerno večji klub, da je bil svojevrsten boom, pravi pravcati šok in tako je to za nami, tako je že to daleč. Skoraj tako daleč, kot je v bistvu že izpad Lakersov iz konference, mislim iz play-offa lige NBA. In v bistvu je to že tudi tako daleč, da je Luka Dončić že doma. In o tem, se pravi, da je Dončić doma, o Lakersih, nadaljevanju zgodbe z njimi Dončića, z nastopom Luke na Evropskem prvenstvu, o formi Luke Dončića, o tem, ali bi moral nastopiti na Evropskem prvenstvu, o NBA nadaljevanju in o nastopu Ilirije v sredo in če pride Luka Dončić ali ne in če sploh to koga zanimiva v nadaljevanju. Vse to sledi, vkolikor pa želite podobne informacije, analize spremljati še naprej, vas pa vljudno povabim, da se naročite za moj kanal za več takšnih stvari. Evo, danes novica, ki odmeva, z privatnim letalom je poletel iz Dallasa proti Ljubljani. No, če je to komu zanimivo, zakaj pa iz Dallasa, mislim, da tu lahko hitro neki in zgodbo opustimo takoj, dokler je kakršnekoli bom naredimo iz te novice, ki to v bistvu ni. Ja, Luka ima še vedno tam hišo, še vedno je v njegovi posesti, najbrž je pač malo praznil kakšno omaro, kakšno garažo, karkoli je pač pripeljal s seboj v Slovenijo. Tako da ne vem, kaj se pa s to hišo zgodilo in me tudi ne zanima. To je pač njegov problem, tako da v bistvu danes se je družina Dončić vrnila na svoj dom. Zdaj marsikdo je bil verjetno razočaran, ki ga je tam pričakal na letališču, ker seveda ni dobil avtograma, ni dobil slike, pač Luka je šel malo skozi stranska vrata, da tako rečem, oziroma bolje rečeno po stranski cesti, kar lepo, kam je hotel iti, domov najbrž. In je pač hotel čim prej iz letališča, čim bolj po mirni poti in na svoj način mu je to uspelo. Zdaj tole ni od letos prvič, ampak tole je vsa ta leta. Enostavno ne daje izjav, ne ustavlja se, je pa se celo izrazil kakšni 2-3 leta nazaj, da enostavno je na počitnicah in ne daje izjav. Zdaj, kak se to meni zdi, jaz razumem, da človek hoče svoj mir, popolno mi je jasno. Če bi pa jaz bil na njegovem mestu, bi pa zadevo speljal malenkost drugače. Zdaj, ful je to enostavno meni govoriti, ki nisem niti blizu statusu kot je Luka in nimam pojma, kako to on sprejema in kako to on doživlja, ne danes, ampak vsak dan 365 dni v letu. Ampak če bi sklical določeno novinarsko konferenco, jaz mislim, da se je Goran Dragić tako lotil zadev, jaz bi sklical novinarsko konferenco, kjer bi imel nek govor, mogoče nekoga, ki povezuje dogodek, dal novinarjem na tem 15 minut, da govorim jaz, pa mogoče preko nekega moderatora na par vprašanj odgovorim, potem bi pa dal vsakemu predstavniku sedme sile 5 minut. 5 minut, jaz mislim, da imel bi akreditaciji tam, ne vem, 20, več jih ne bi dovolil. Ura pa pol mogoče, pa imaš mir, pa te ne gnjavijo non-stop, ne vem, tak bi jaz to naredil. Pa mogoče niti ne ura pa pol, 1 ura, fertik, daš jim, to je to, malo se podružiš, toliko da imaš mir. Zato, ker po koncu tekem v Ameriki moraš praktično vedno daš izjavo, ker si glavni igralec, glavni predstavnik kluba, kar se tiče igralcev. Pred tekmo daš intervju, po tekmi včasih daš kaj vmes in tak te kamera sledi. V glavnem za slovenske medije pa ni toliko prostora, kar je spet po svoje razumljivo, ampak da nekako neko daš nekaj in prodaš, tak bi jaz naredil.
je pa to njegova zadeva, njegova PR služba, že za to skrbi kdorkoli pač, mogoče sam, ne vem, po svoje razumem, po svoje spet ne, ampak to je že druga zgodba. Če prihod Dončića zadnja zgodba dneva, je pa zadnji dan, predzadnji kakorkoli, završalo v medijih preko, mislim, da enega izmed novinarjev v Ameriki, da naj bi Luka vendarle nastopil na Evropskem prvenstvu za Slovenijo. Če je še na eni novinarski konferenci dejal I don't know, ne, se pravi, na kratko in jedrnato in hitro je v bistvu se znebil novinarska vprašanja, če bo letos na voljo reprezentanci, je rekel pač, da še ne ve, mogoče je bil ujet na levi nogi, mogoče je bil utrujen od vsega skupaj, ker so takšna vprašanja pač redno namenijo, tokrat pa naj bi potrdil. Zdaj, eno skupino, ki jo vodim na Facebooku, navijači Luke Dončića, točno tako se reče, če želite poiskati navijači Luke Dončića, sem objavil to novico, kjer se je strnilo kar nekaj različnih vtisov in mnenj. Zdaj, če kar tudi dodam, nehal sem komentirati vse zadeve in na Facebooku in na YouTubeu, enostavno imam tega dovolj, ne rabim več tega, objavljam toliko, da si ljudje na tekočem, delam takšen podcast, tu povem, kar mislim, ostalo pač enostavno mi je dovolj tega, ne komentira več, vsak ima svoje mnenje in prav je tako. Najboljše pa je, da smo ob tem spoštljivi. Skratka, komentarji so, da si mora fant odpočiti, da bi bilo letos mogoče boljše izpustiti reprezentančno akcijo, da mora zgubiti kilograme, da se mora dati v idealno formo. Ok, zdaj pa jaz vas vprašam, kako pa prideš najlažje v idealno formo? S posedanjem doma, ne, pa vem, da niste tega mislili. Verjetno ste pa mislili kakšni individualni treningi in tako naprej, da se zapre v telovadnico, pravilno je, se drži diete, če hočete temu tako, oziroma pravilnega urnika prehranjevanja, ne samo urnika, ampak dejansko pravilne prehrane in tako naprej. In da seveda tudi veliko žoge v roke. Ne? Jaz pa pravim tako, kot so že marsikateri veliki trenerji rekli, da je najboljša priprava na novo sezono ravno reprezentanca. Pa če malenkost razčlenim tole, konstantno si v pogonu, 2krat na dan si v pogonu. Ne samo, da delaš individualno, delaš tudi s ekipo, nisi zasičen samo 1 na 1, dejansko vidiš neke nove obraze, ki jih prej nisi videl. Še vedno so določeni shodi med to reprezentančno akcijo, kakšen dan, 2, včasih je tudi del družine dovoljen ob samem planu treningov, tako da nekako tu precej razbiješ neko rutino, da tako rečem, nekih individualnih treningov. Ne? Vemo pa v preteklosti, da je Luka že treniral in na morju, pa če hočete Krk ali Cancun, in da je delal sam v Tivoli oziroma v tamle Komajevska Kalnicu, smo ga videli v Avstrija Train hotelu, je delal, pa kje je delal, kje še mi sploh ne vemo. Zdaj le za reprezentanco pa treba priprave tam mesec pa pol. Treningi, kot sem jih prej omenil, pripravljalne tekme, potem dejansko pride Evropsko prvenstvo, kjer je strnjeno z tekmami in treningi. To si konstantno v pogoju, resnično ne vem, če ste pozabili na to ali niste razmišljali v tej smeri, zdaj le, ja pa ne bo se spočil, ja čakajte malo, zdaj 6 mesecev počitka, naslednja sezona se bo začela, zdaj smo maja. Pravi, celi maj vzamemo, maj, juni, juli, avgust, smo 4 mesece, september. Pa recimo, da priješ ti septembra nazaj, po 5 mesecih ne more človek, še posebej ne profesionalni športniki služi take milijone kot Luka, ne more 5 mesecev počivati. A si vi predstavljate, da bi Luka dejansko 5 mesecev počival, pa dejansko držal dieto, pa se ne bi zredil ob tem malo morgen. Luka mora biti aktiven. Je pa še treba nekaj razumeti. Pa to sem mogoče že kdaj prej tudi povedal, pa bom še enkrat. Luka ni človek, tako kot vi, ki to poslušate in jaz, ki to govorim. Luka je imel precej drugačno življenje od nas. Nekega pravega otroštva Luka ni doživel. Če se mora on tu pa tam malo znoret, ker se v rani mladosti ni uspel, ja pa se bo znorel, pa bo kakšno pivo spil, pa 5, 6, 7, ne vem koliko jih bo spil, ni moja zadeva. Človek je iz mesa in krvi, če se ono režemo, teče kri, resnično.
Tudi to je del človeškega življenja. Isto so delali Barkley, Bird, Jordan, če hočete, isto dela LeBron, isto dela Austin Reeves, isto dela, ne vem, Jaka Blažič, brez zamere, mogoče kdo tega resnično ne dela, ampak vsi smo ljudje, imamo svojo pravico do zasebnega življenja, pa če to pomeni, da bo pojedel 3 čevape preveč ali 3 pire preveč spil, bejmo Isusa bo. Pa se lahko mi postavimo na trepalnice ali ne, pa če bo to potem slabo delovalo na njegov izgled, na njegovo kondicijo, mogoče bo, verjetno ni idealno, ampak tako pač je. Pa naj tisti vrže kamen oziroma dvigne roko, ki dela vse na tem svetu pravilno, pa bodi si za njegov profesionalni ali osebni slog. Ne? Po moje, da nas ni veliko, oziroma jaz se definitivno tukaj izvzamem. Dovolj o tem, neke informacije so tudi prišle ven, da naj bi se takoj po koncu sezone dobili JJ Redick, Pelinka in pa Luka. Nek video celo prišel ven, kjer so bolj kot ne nekoliko čemernih obrazov prišli ven iz tiste restauracije. Kaj je bilo tam govora, lahko ugibamo, mislim, da to nišče ne ve, mislim, da tudi namen, da to ne pride ven. Pa tudi prav je tako. Naj bi pa Lakersi 3 različne pogodbe v podpis ponudili Luki Dončiću, kjer je spet neka informacija prišla ven, da naj bi še on razmislil in da še ni nujno, da bo podpisal za Lakerse. Jaz mislim, da gre bolj za vprašanje tistega prvega, kakšno vrste pogodbo bo on podpisal. Dvomim, da bi spet menjal sredino. Verjamem pa, da ima kakšne zahteve, tudi jaz bi jih imel na njegovem mestu, če bi imel takšen status, kar se je pokazalo zdaj predvsem v končnici proti Minnesoti, krvavo rabijo centra, pa ne centra Haynes ali Alex Len, ampak centra, ki je dejansko nevaren, ki zna nekaj narediti pod košom, tako v obrambi kot napadu, ker če te Gobert ubije, potem se moraš malo zamisliti, da nekaj ne delaš v redu. Zdaj tudi za JJ Redickom je prva sezona, par napak je bilo vidnih iz aviona, tudi on se uči. Daleč od tega, da je pa Luka Dončić brezmadežen. Neke tekme ja, nekatere ne. Malo je bil bolj počasen, ko smo videli, ko ga je prijel Edwards, se je malo kar izgubil. Na koncu spet pogledaš statistiko, tam enih 28 pik, 8 skokov, 7 asistenc. Daleč od tega, da je slabo, ampak tisti, ki spremljamo Luko podrobne in tisti, ki ga veste in smo vsi verjetno enakega mnenja, da smo vsi skupaj pričakovali več. Je pa res, da me je tale pol sezone z Lakersi, pa po moje sploh ni bilo pol sezone, malo spominjalo, kar se tiče LeBrona in Luke, na prvi del oziroma prvo sezono Kyria Irvinga in Luke Dončića. A se vi spomnite, da ona dva se sploh nista ujela na parketu? Da ni kliknilo. Mi smo bili že vsi prepričani, da je tole čist mimo. V glavnem ni šlo, suma sumarum nikakor ni šlo zdajle. Tudi nekega LeBrona in pa Luke nikako nisem videl, kot da je tole zalaufalo, ampak to ne pomeni, da drugo leto ne bi šlo. Vendarle se pričakuje, da bo LeBron še odigral kakšno sezono, to pomeni potem z Luko, no, vsekakor. Bi pa bilo potrebno vsekakor okrepiti moštvo, zdaj je pa treba nekaj ponuditi, ne? Po mojem mnenju je tole, ki ga gledam za menjavo, predvsem celotna centrska linija plus Austin Reeves. Zakaj Austin Reeves? Zato, ker je pač nekaj treba ponuditi in Reeves je dokazal, da zna igrati košarko, pač ima neko vrednost, za neko vrednost pa potem tudi lahko pričakuješ zameno nekaj, no. Tako da na nek način bi se ga rad znebil, pa bomo pol videli, kaj lahko od tega dobimo, vsekakor pa tudi po tej novinarski konferenci Pelinke in Redicka, ki sta imela sama, ko naj bi domnevno Redick tudi malo vrgel Luko pod avtobus, da tako rečem, o tem, da nekateri niso bili v championship formi. Pa ne mi reči, da je to govoril generalno, ker znamo brati med vrsticami, ne, oziroma poslušati med vrsticami. V glavnem tam so rekli, da bojo naredili vse, da pripeljajo centra in jaz jim verjamem in če ga ne, boljše, da se ne začne naslednja sezona. Je pa tudi zanimiv oziroma pomenljiv tweet Marka Williamsa, potem takoj, ko so izpadli Lakersi, je na Twitterju samo tale Smejkota objavil, dovolj zgovoren,
ker ravno oni so si ga želeli, pa ga potem niso podpisali, češ da ni opravil fizičnih testov. Takrat bi se Knecht pa ne vem kdo še preselil v Charlotte. Center, še kako potreben center v Lakerse, ampak kot vemo, to je padlo potem vodo, ne. Tako da naloga Lakersov okrepiti moštvo, koliko se da okoli Luke, Luka pa priti v formo, kar se da, ne, pa zgubiti gledam. Evo, to je ful zanimivo, zdaj na Twitterju je nek video iz prve oziroma rookie sezone obšel svet, češ kako je bil Luka hiter, kako je zabijal, kako je bil atletski, v glavnem, kako bolj igriv je bil, ne, kar pa ljudje pozabljajo je, ne, pač malo poglejmo statistiko rookie sezone, pa zdaj, ko igra, oziroma še celo lani, če hočete, ne, ko smo prišli do finala, za 10 točk več, ne, za 10 točk več, nekaj malega skoka več in nekaj malega asistenc več. Luka je drugačen, ampak tudi drugačno igra. Predvsem pa menim, da je velik problem njegovi genetiki, no. Ali pa tudi ne vem, toliko dobro pa ga tudi ne poznam. Zdaj, kar se tiče NBA, do konca vsega niti več ne spremljam podrobno, tako da če tukaj mogoče imate vi svoje mnenje, vas lepo povabim, da ga dodate spodaj, poveste, koga mogoče navijate oziroma koga vidite kot glavnega favorita. Jaz osebno bom držal pesti za Denver, predvsem zaradi Nikole, malo tudi zaradi Vladka, ampak predvsem zaradi Nikole Jokića, no. Ne bi pa si želel neke Oklahome ali Bostona, pač niso mi toliko simpatični, čisto enostavno, no. Za konec, mogoče sam to, Ilirija, ne, košarkarski klub Ilirija, v sredo igra v Hali Tivoli drugo finalno tekmo druge ABA lige. Zdaj, zakaj to omenjam? Prvo, ker že zmago, že pridejo v prvo ABA ligo, kar je bilo fantastično, spet bi imeli te predstavnike v ABA ligi, to je vsekakor dobro za slovensko košarko. Hkrati je Saša Dončić močno vpet v delovanje Ilirije in pa Luka je nazaj, ne. Tako da predvidevam, da bo prišel živo podpret Ilirijo, s katero tudi tu in tam trenira v off-sezoni, ne. Tako da ga si predstavljam, da ga bomo lahko videli. In hej, to je mogoče lahko tudi za vas ena motivacija, da pridete na tekmo, pa da se čim prej oziroma čim bolj napolni hram slovenske košarke, ki Hala Tivoli vsekakor je, ne. Dobro, bodi si ga dovolj za tokrat. Gregor sem bil z vami kot ponavadi iz Greg Sporta in ponavljam, če so vam takšne analize in posnetke všeč, vas lepo povabim, da se naročite, da boste takoj obveščeni o novih zadevah, kakšno stvar pokomentirate, všečkate, da nabijamo algoritem. In to, do naslednjič pa vas prav lepo pozdravljam. Srečno.